Verjetno marsikdo do zdaj ni vedel, da je tale predor pod menoj edini v Sloveniji s 3 voznimi pasovi. Golovec, jasno, marsikdo tukaj gor sprehaja sebe in pse, nekateri pa se vozimo skozenj. V bistvu veliko nas je avtomobilov, težkih tovornjakov in z leti se stvari obrabijo. Tako kot moje koleno. No, gremo dol. V naslednjih mesecih bo tukaj potekala konkretna obnova, najprej ta cev, naslednje leto pa še tista. Bo zato tukaj gneča, ampak včasih ne gre drugače. Je pa letos predor star točno 21 let, kar pomeni, da je celo po ameriško polnoleten. V tem času do sedaj je kakšnih velikih obnov niti ni zahteval, kljub temu, da se je promet zelo povečal. Leto 1999 je bila otvoritev tunela, podatke imamo za leto 2000, ko je bil PLDP cirka 28.000 vozil, težkih tovornih vozil pa 600 vozil. Lanski podatki leta 2019 je PLDP dnevni skoraj 7.000 vozil, od tega slabih 5.000 težkih tovornih vozil. Tako da se sami lahko ocenite, kakšno povečanje prometa je to. Letos prenavljamo zahodno, to se pravi smeri Bizovik proti Malencam. V letošnjem letu bomo tudi še zamenjali po končani te sanacije, predvidoma mesec september oziroma oktober, november, še razsvetljavo v Strmico. Kar se tiče gradbenih del, bomo izvedli sanacijo notranjega opleska, sanacijo poškodb na portalni konstrukciji, rešil se bo problem zamakanja talnega oboka, hrbinske vode, in pa na portalu se bojo sanirale razpoke. Kar se tiče pa elektrostrojne opreme, pa zamenjala se bo iztrošena javna razsvetljava in pa uredil se bo prezračevalni sistem. Do 17. avgusta bi mogli biti vse zapore odmaknjene in po obeh ceveh bi mogel steči promet. Na naših cestah je poleti načeloma cirka 15–20% manj prometa. To je zaradi tega, ker je takrat manj na cesti dnevnih migrantov, ki se vozijo na delo recimo v prestolnico ali pa v posamezna okoliška mesta. Mi smo si tudi zaradi tega odločili, da na podlagi prometne študije izberemo sanacijo predora Golovec v času turistične sezone. Zaradi tega, ker je takrat dnevnih migrantov manj na cesti, turisti, ki pa so pa načeloma v tranzitu in se zastoj srečajo praviloma enkrat. Ali ko potujejo v destinacijo ali pa ko se z nje vračajo. Ves promet, torej samo osebna vozila bodo lahko šla skozi delovno zaporo, ki bo pa naslednja. Torej zaprta bo ena cev predora, to je zahodna cev. Promet v drugi cevi bo pa potekal v dveh smerih, v smeri jutranje konice. Bo potekal v smeri proti Štajerski, če najbolj poenostavim, v popoldanski konici bo pa potekal po dveh voznih pasovih proti Dolenjski in v eni smeri proti Štajerski. Skratka, promet bo samo za osebna vozila, hitrost bo omejena na 60 km in pa če bo potrebno, bomo mi v skladu z prometnimi omejitvami tudi spreminjali to usmeritev, dva pasova v eno smer in en v drugo, v odvisnosti od prometnih obremenitev. Gnečo pričakujemo zato, ker gneča je na slovenskih cestah žal že normalen pojav. Slovenske ceste so že z vozili tako zasičene, da v okoli glavnih prometnih središč se gosti promet že zdaj v jutranji in popoldanski konici. Taka obnovitvena dela, kot pa je sanacija predora Golovec, pa sigurno doprinesejo k temu. Zaradi tega tudi predlagamo vsem voznikom, da grejo v tem času na delo ali pa na destinacijo, na katero potujejo cirka pol ure prej. V smislu dodatnega informiranja bomo zagotovili, da bodo našim voznikom dosegljive vse relevantne informacije v realnem času, torej na aplikaciji promet.si. Hkrati bomo pa na vseh portalih, ki vodijo v mesto Ljubljana, bomo zagotovili informacije o tako imenovanih potovalnih časih. Skupaj s predorom Golovec bodo sanirali tudi pokriti vkop Strmec, to je tamle čez v smeri proti Bizoviku. Zato na tem delu pričakujte gnečo in bodite na njo pripravljeni. Meni se pa zazdelo, da spodaj že pripravljajo lopato zame in da je čas, da pobegnem. Pa varno za volanom.